Pok je bil komaj slišan, a ker je okoli nje vladala popolna tišina, ga je jasno zaznala in se presenečena zdrznila. Pogledala je na uro, krepko čez polnoč. Je možno, da je že več kot 4 ure, kar je Marjam odšla? Odrinila je stol od pisalne mize in se pritegnila. Iz stropnih luči je neusmiljeno žgala bela pisarniška svetloba, da so jo zapekle oči. Zaprla jih je in si jih pomela. Potem se je ozrla proti vratu. Kaj je počilo? Karla je vedela, da ob taki uri v ogromni stavbi ni več nikogar. Varnostniki so imeli svoje prostore v pritličju, vanje se je prišlo s parkirišča. Samo enkrat je bila tam, ko je morala prevzeti magnetno kartico za odpiranje avtomatskih steklenih vrat na glavnem vhodu in težkih s kovino obloženih vrat v prvo nadstropje. Prostor je bil majhen, edino okno je gledalo na parkirišče, na steni nad pisalnimi mizami so viseli ekrani s posnetki varnostnih kamer, ki so bile raztresane po vsem poslopju. Čeprav verjetno ne v vsakem nadstropju in verjetno ne na vsakem hodniku. Vedela je tudi, da morajo varnostniki po noči na obhode, čeprav je dvomila, da to res storijo. Še posebej zdaj, ko je bila zaradi pandemije večina pisarn še vedno zaprtih, četudi so večino omejitev že ukinili. Ampak to bo verjetno to, varnostnik. Mu je kakšna kljuka ušla iz rok. Vstala je, odprla vrata in pomolila glavo na hodnik. Bil je zavit v popolno temo. Leti pod stropom so na široki razdalji komaj brlele varnostne luči, ki pa od sebe niti pod razno niso dajale dovolj svetlobe, da bi bila tema kaj manj nepredirna. Odrinila je vrata, ki se niso odpirala v pisarno, ampak navzven, in stopila na hodnik. Tema. Naredila je še par korakov naprej in pomahala z rokama. Tema. Nobena luč se ni prižgala. Senzorji so bili očitno izklopljeni. Karla je sama pri sebi tiho zaklela. Praznično, postpandemično varčevanje. Bilo je tako temno, da niti do vrat WC-ja, ki niso bila več kot 10 metrov stran, ni videla, kaj šele do konca hodnika, ki se je raztezal na obe strani od pisarne. Vedela je, da ni tako zelo dolg, a brez luči se je zdelo, kot da gleda v 2 globoka, črna tunela. Odprla je vrata povsem na stežaj, da se je svetloba iz pisarne ulila na hodnik. Vrnila se je k mizi in vzela telefon, prižgala je baterijo in si svetila pod nogami, dokler ni prišla do WC-ja. Šlo ji je na smeh, ko je slišala, kako curek njenega urina odmeva po praznem hodniku. Obrisala se je in potegnila vodo, odklenila vrata in stopila do umivalnika, odprla pipo in si umila v roke, potegnila papirnato brisačo in si jih obrisala, segla po telefonu in prižgala baterijo. Potem je znova zaslišala pok. Zdrznila se je. Bil je še manj slišen kot prej, čeprav je zdaj stala pred odprtimi vrati. Koraki. Slišalo se je, kot da so koraki. Lesena tla na hodniku in po večini pisarn so bila prastara. Verjetno jih niso nikoli obnovili, samo brusili in lakirali, če je to zahteval najemnik. Vedela je, kako lahko stokajo in se zvirajo pod težkimi koraki, kako lahko topotajo, če kdo s težkimi čevlji trdo stopa po njih. A to so bili zvoki, ki so se čez dan porazgubili v vrvežu prihajanja in odhajanja, mrzličnega hitenja zaposlenih ljudi. Zdaj je bilo sredi noči. Kdo bi korakal po hodniku sredi noči? Varnostnik, si je mislila, ali še kakšna druga izgubljena duša, kot je bila sama. Odmaknila je koš za smeti, pridržala vrata WC-ja, da se je svetloba razlivala na hodnik in pogledala ven. Nikjer nikogar. Pokanje starega poda, kaj bi bilo drugega. Spustila je vrata, da so se zaprla za njo, usmerila baterijo pod noge in se odpravila proti pisarni. Ko je prišla do praga, je dvignila telefon in baterijo obrnila najprej na eno, nato pa še na drugo stran hodnika. Praznina. Vstopila je v pisarno in zaprla vrata za sabo. Ugasnila je baterijo in nekaj časa stala povsem pri miru. Nikjer nobenega glasu, tišina. Samo tiho brnenje njenega računalnika. Nekaj trenutkov je še pomišljala, potem je prijela za ključe, ki so ležali na mizi, tiho stopila do vrat in jih, kolikor se je dalo neslišno, zaklenila. Potem se je zvrnila v stol in vrgla ključe na mizo. Brez veze. Kaj sploh še delam tu, je pomislila. Zakaj nisem šla raje domov? Vzela je telefon v roke, pogledala na uro. 1. Ne morem klicati ob te ure. Res najbolje, da grem domov. Jutri se bo kolegica ja prikazala. Potem je znova zaslišala pok. Čutila je, kako se ji je po vsem telesu naježila koža. Pok je prihajal od blizu, z druge strani vrat.
V grlu jo je stisnilo, da je komaj dihala. Zdelo se ji je, da se ne more premakniti. Bila je kot okamenela. Od strahu, groznega, strašnega, neznosnega strahu, za katerega sploh ni vedela, da lahko v tako kratkem hipu ohromi celega človeka. Kljuka na vratih se je začela počasi pomikati navzdol.